Vi ste tisti, ki se odločate, a vam je nekaj namenjen ali ne. Vi ste tisti, ki ste do te točke, ko se je zgodil nekaj prelomnega v svojih rokah, vihtel vozilo, ga obračali v smer, s katero ste soočeni danes. In to velja za nas vse, brez izjeme. K današnjemu videu me je spodbudilo kar nekaj vprašanj slušateljev in strank, ki imajo skupno nit. Ne ljudje, vprašanja imajo skupno nit. In ta nit valovi nepritrjena v vetru, če se lahko tako malo poetično izrazim. Vzdrževanje odnosa, ljubosumje, ravnovesje v odnosu, strast, koketiranje, ali biti par sebi podobnim, ali biti par svojim nasprotjem, kaj je boljš, kako je zdaj, kako bova, kaj je, kaj ni, skratka. Naj vam danes v razmislek ponudim naslednje. Še žival ima rada svoj teritorij, ga označi. Nekje si izbere svoj dom, si ga do neke mere prisvoji, ščiti in ga brani. Seveda je smiselno, da o sebi razmišljamo kot o vrsti, ki ni enako žival, seveda. Ampak pravim pa, da bi nam poenostavitev v tej smeri velikokrat lahko pomagala razumeti tudi človeško naravo, in ko nekaj razumemo, s tem trenutkom lahko o tem razmišljamo, se poigravamo in v kolikor to potrebujemo ali pa hočemo, tudi spreminjamo poljubno. Torej, trenutno po večini rešujemo svoje izzive in težave na način in z miselnostjo. Tako pač to je enostavno, treba sprejeti, pa se je bilo neizbežno, ali pa spoštovati moram njeno odločitev, sej vem, da bi bilo prav pa fino, pa še fajn po vrhu, da se spremenim, zihar je problem v meni, sej jaz to vem, ali pa moram dopustiti in odpustiti. Vse to je miselnost, je trend, ki vodi v zmoten občutek moči. To je miselnost, ki nas sili v brezpogojno sprejemanje vsakogar in vsega. To je miselnost, ki na prvo žogo podjarmi človekove prve izbire neki višji usodi. Ampak, kaj pa ob tem zamujamo in izgubljamo? Zavedanje, da je narava v ljudeh, v vseh nas izjemno krmilo. Pa vendar moramo nagovarjati tudi potrebe drugih in se ne samo prepustiti, pa kar bo, ne? Če mi je namenjen tako, bo že tako. Ne, vi ste tisti, ki se odločate, a vam je nekaj namenjen ali ne. Vi ste tisti, ki ste do te točke, ko se je zgodil nekaj prelomnega v svojih rokah, vihtel vozilo, ga obračali v smer, s katero ste soočeni danes. In to velja za nas vse, brez izjeme. Zato ni se nam potrebno osredotočati vedno in neprestano nase. Bog ne dej. Dajmo se na tistega ali tisto, kar hočemo. Bolj, ko bomo motivirani, več bomo pripravljeni za to narediti in večjo možnost uspeha oziroma realizacije hotenega si bomo s tem pridobili. Gremo zdaj nazaj k živalim, če sem jih že ravno omenjala, in k naravi in k ljudem in partnerstvu. Primer, poroka in prstan sta tipično označevanje teritorija. Zaroka je rezervacija. Pa še zdaleč to ni najpomembnejše, čeprav človeka močno veže to, ves ta protokol poroke iz predvsem psihičnega vidika, ampak prav vsak dan morate biti kot žival, kot zaljubljena žival v svoj teritorij. Če žival dela obhode, preverja, vsakokrat znova vohava, gnezdi, je res, opazuje. Se lahko tudi mi držimo te preverjene formule, ki biva v nas? To pomeni, vsak dan se aktivno posvetite svojemu partnerju, če sta le lahko skupaj. Ga opazujte, vsakokrat znova ga spoznavajte, opazujte njegovo stanje, ga spremljajte, ga. Dajte mu ali jasno vedeti, da vam godi, da vam je lepo, da ste ponosni, da je vaša, da je vaš. In iskreno vsak dan preverite, kako si. Sporočite partnerju, da je vaša prioriteta. Ugasnite ekrane, glejte ga v oči oziroma jo. Sporočajte svojemu partnerju svojo prisotnost. Ko ste skupaj, se ga fizično dotikajte,
ljubčkite se, ko sta narazen, tu pa tam pošljite kakšen SMS, tako da ve, da mislite nanjo oziroma nanjo. Z vsemi temi drobci osebi sporočamo eno najpomembnejšo stvar. In to je, dolga ne? Da nam je mar. Mar mi je zate, sporočamo s tem. Mar mi je za naju. Tako zelo preprosto je to. In če nam je res mar, nam je vse povedano, vse, kar sem zdaj razložila, logično, smiselno in čist preprosto živeti pa prakticirati. Če ne, potem pa moramo raziskati, kje, na katerem križišču je težava, kje sva že zavila, sem zavil v napačno smer. Torej, kljub temu, da je človek fascinantno bitje in veličasten ustroj, se je vendarle treba sem in tja opomniti, da smo hkrati tudi zgolj in samo napredna žival. Slednje zavedanje je smotrno uporabiti vsakokrat, ko nas ponese nekam previsoko, ko začnemo napletati svoje pomembnosti in zakompliciranosti. In včasih bi radi kar napletali, filozofirali, pa pletli nit, pa čeprav je nimamo kam pripeti. Nit nikoli ne visi kar preprosto v zraku, ker jo odnese. Saj ste že kdaj opazovali kakšno pretrgano pajkovo mrežo, ne? Kako jo odnese gibanje zraka, kolikor ni pritrjena. In tudi mi ljudje potrebujemo pogoje, kontekste, prostor, neka osnovna izhodišča, temelje, razčiščene pojme, da nam omogočajo, da začnemo napletati in spletati te svoje niti. In da nam to lahko rata, se moramo včasih samo zelo preprosto in surovo vrniti k svojim koreninam, k osnovam, k temeljem, kakor hočete temu reči. Skratka, k temu, da smo del narave in da tudi narava še kako deluje v nas in preko nas.